širimo obzorje duha in raziskujemo stvari, ki so nam bile mogoče skozi leta manj dosegljive. Jaz bi rekla takole, prijatelji poznamo prijatelje, naši prijatelji poznajo spet prijatelje in na koncu smo vsi prijatelji. Jaz vam predajem besedo. Hvala. Hvala. Hvala lepa. Najprej iskren pozdrav spoštovanemu gostu, patru Karlu Gržanu. Enako tebi, spoštovana Magda, in vsakemu posebej spoštovani. Vidva s Karlom, kot je že rekla Jolanda, se poznava že precej let, sodelujeva, se podpirava, krepiva in zato nama je dana tudi možnost, da se lahko danes stikava. Mir vam zapuščam, svoj mir vam dajem. Ne dajem vam ga, kakor ga daje svet. Vaše srce se naj ne vznemirja in ne plaši, je svetopisemski navedek. In glede na to, da se življenje neprestano giblje in razvija, je treba čas vzljubiti in postati njegov prijatelj. In res, hvaležno se oziram na vas, da ste si vzeli čas in prišli nocoj sem na Polzelo, ker mislim, da je za vse nas to privilegiran čas. Čas tistega, kar nas bo takole v tem trenutku obogatilo in pa seveda tudi s tistim molkom, ki je vsekakor potreben, da pridemo k sebi, bomo nekako notranje, molčeči in odprto zunanje spremljali brbotanje besed in pa povedi, ki so namenjene prav vam, spoštovani obiskovalci. Patra Karla Gržana verjetno vsi dobro poznate, pa kljub temu ni odveč še kakšna beseda. Pravzaprav je Karli, kot mu mi rečemo prijatelji, človek s poslanstvom moči, ki krepi in pa bogati ta svet. Je magister teologije in pa doktor literarnih ved, tudi pisatelj, scenarist in pa publicist. Kadar smo v njegovi družbi, smo lahko hvaležni in veseli, prevzame nas nekakšen mir. In Karli velikokrat reče, pa saj sem kmet. Ja. S ponosom. Tako da, glede na to, da on koraka po svojih zelenih površinah med naravo, živalmi, ob svoji kapri seveda tudi, ki jo ima vedno ob sebi, kadar je doma seveda, nam potem prinaša še poseben izraz tega pridiha narave, ki krepi, pa bogati. In Karel podarja človeštvu milost, ki prihaja od zgoraj in pa predvsem iz njegovega srca. Človek bi naj bil v tem življenju pravzaprav iskalec neke miline in pa blagosti in ko si odprt do vsega, kar nas obdaja, je to tudi tista milost in pa nek blagoslov. Prosim, kako naj še bolj poudarjeno in prepoznano živimo v tej milosti in tem blagoslovu? Za začetek. Ja. Najprej vsem lep pozdrav. Ja, drugemu smo milost, milina, v tej sočutni odprtosti, v tej zaznavnosti, da se ne puščamo same, to je bistveno. In ko nisi sam, ko nisi osamljen in ko imaš ob sebi človeka, ki ti odpira misel na horizonte, katerim čutiš sočutje, potem je to tisto milostno, potem je to blago, zaradi tega smo močnejši, smo srečnejši. Zato tisti, ki hočejo tako ali drugače manipulirati človeštvo, nas hoče vedno osamiti, potem prestrašiti in potem ponuditi za njih ugodno rešitev, ki jo predstavljajo kot za nas najbolj ugodnejšo.
Če si sam, če si osamljen, si bolj prestrašen in si manipulaciji izjemno podvržen. Mi ljudje smo sočuteča bitja, ne samo, bi rekel, med seboj ljudje, ampak tudi z vsem, kar nas obdaja. In meni je zelo pomagalo v tem zadnjem obdobju prav to sočutje z naravo, z živalmi. Mi je zelo pomagalo, da sem šel v kapelo, pa se dol usedel, pa se umiril. Iskati umiritev, iskati to, da zaznavaš, da si zaznan, da nisi osamljen, to se mi zdi najbolj pomembno. Meni so pomembno v življenju vsebine in pa bližine. In pomembna mi je tudi tihota, mir, da lahko to zaznam, to sočutje. Zato tudi vnašajo v ta svet ogromno hrupa, ogromno odvečnih informacij, ki niso praktično nikomur v neko korist. Poleg tega, zato da se mi ne bi slišali, v temeljni informaciji, moja doživljajska resničnost, moja spoznavna resničnost, kaj je tvoja, dajmo si jo izmenjati. To se mi zdi zelo pomembno. Pa seveda tudi to, recimo te informacije, da jaz ne poslušam več ne radija, ne gledam poročil, ker sem ugotovil, da je način pristopa do nas skrajno manipulativen. Veste, če ti naštepa 7, 8 novic, ki so običajno negativne, pompozne, strašljive, in ti nimaš, vmes ni predaha, in ti nimaš možnosti predelati to, kar si slišal, in je težka novica, in ti jo da eno za drugo, potem se uleže v tebe kot nepredelano in se pojavi kot tesnoba. Jaz na začetku še malo spremljal, torej novice berem in terjam uravnoteženost. Če vidim, da vsi enako govorijo, takoj vem, da gre za manipulacijo. Tisti, ki neizpostavljeni javni govorniki, takoj veš, da gre za manipulacijo, drugo ne more biti. Iščem osvetlitev, iščem drugačno mnenje in potem preprosto to soočim in si ustvarim potem lastno predstavo. Spoštujem ta zgornji štuk, ki nam je dan, in ne dovolim, da nekdo dejansko vnaša. Jaz nisem računalnik, nisem še robot, in zato je nedopustno, da nekdo vnaša v mojo misel, kaj naj jaz mislim, kaj je edina resnica. Jaz hočem za logični razmislek, da lahko sploh razmišljaš in potem da lahko govoriš o svobodi, potrebuješ vsaj 2 informacije. Če nimaš 2 informacij, je to manipulacija. Kot mi je rekel Trstenjak Karel, ko boš videl, da vsi isto govorijo, vedi, da ne gre za resnico, da gre za manipulacijo, da gre dejansko za, on je rekel, enoumnost, ki je neumnost. Vedno terje alternativno, drugo mnenje. Če nimaš drugega mnenja, pusti tisto in ne nasedaj. Ja, kar nekaj smo že slišali v pomenu tistega, kar sem nameravala naprej vprašati našega gosta. Pravzaprav to ravnovesje za življenjski utrip je tisto, kar si nam sedaj nekako približal kot možnost, da ga dosežemo. In ko smo v tem ravnovesju, častimo stvarstvo in pa seveda tudi dostojanstvo razuma. Ja. Saj imava danes pravzaprav temo, dostojanstvo razuma. Lahko še to nekaj glede dostojanstva razuma. Veste, dolgo let, desetletij so nas pripravljali za to manipulacijo, za zlorabo naših osebnosti. Glejte, v srednjem veku, ko mu pravimo mračni srednji vek, je profesor, je učitelj podal študentom teze.
ni jim govoril resnice, ampak jim je podal teze in na koncu je bila vedno disputacija, ognjevita debata, pred katero niti Bog ni bil varen. Takrat so se kresala mnenja. Ne. Kaj se je pa zdaj zgodilo? Zdaj pa mi, recimo, če bereš Tomaža Akvinskega, boš prebral ne resnica, ampak boš prebral teza in potem njegovo misel. Zdaj pa na teološki fakulteti kaj učijo to kot resnice in ne dopustijo debate, ampak to ne gre samo za teološko fakulteto, ker je tudi navadna šola postala religija. V cerkvi postavijo pred tebe patra in če hočeš iti k birmi, moraš pravilno ponoviti, kaj ti je on rekel. V šoli pa postavijo pred tebe učitelja in ti, če hočeš petko dobiti, pa če hočeš neke točke dobiti, moraš ponoviti to, kar je on rekel. To je manipulativni pristop. To ni navajene k svobodnemu razmisleku. Poleg tega pa ti z informacijami toliko zapacajo mozak, da ti sploh nimaš možnosti, da boš razmišljal. A je to slučajno? Ne bi rekel, da je to slučajno. Če je bil način poučevanja v srednjem veku, da mu rečemo mraka, ne, mračni, je potem sedaj koncept poučevanja tema, čista tema. In ko greš ti čez leta in leta takšnega odnosa avtoritete do učenca, ko ni možnosti izmenjave mnenj, ko ni možnosti fantazije. V času COVID zapore je moj pranačak, takrat je bil, ne vem, drugi razred, kateri so imeli neko matematično operacijo, ki se še v šoli niso učili. Dečko je bil radoveden in je na čisto svoj način pogruntal matematično operacijo. Ampak pri tem pa je odkril 3 aksiome, sam matematične aksiome. Jaz sem dal to pregled Rudiju Mogetu in Andreju Deteli in oba sta rekla genialno. In oba sta pripisala zraven, upam, da bo imel učitelje, ki bodo spodbujali njegovo inovativnost, njegovo ustvarjalnost. Ne? Ampak učiteljica je pa kaj napisala? Naj ne dela po svoje, ga bom jaz naučila, kaj je prav. Ne? Razumete? To je ta koncept. Jaz ti povem, jaz sem za tebe pater, avtoriteta in ti moraš pravilno ponoviti. Potem sem jaz zadovoljen, ti dam neko, kaj zvem kaj, recimo petko ali pa karkoli. Ne? To je način manipulacije in potem greš ti čez leta in leta, lahko več kot desetletje, takega načina avtoriteta pravilno ponovi in potem bolj dolgo kot študiraš, manj si sposoben misliti za lastno glavo. Še več, lahko celo veš, kaj je prav, ampak ti bo avtoriteta rekla, delal boš po protokolu to in ti boš slepo izvrševal. Razumete? A je bilo ta pristop učenja, nazadovanje od srednjega veka zgolj slučaj? Ne. To je bil manipulativni pristop. In mi moramo danes te manipulativne pristope v korenini ozavestiti in povedati, da se pač tako več ne gremo. Zakaj? Ker vidimo rezultat, kaj nas je to pripeljalo. Pred tebe postavi avtoriteto, pred kamero, ne, resnica je samo ena, to so religiozni pristopi. Ne? To je monoteistični religiozni pristop, to ni nobena znanost. Jaz sem doktoriral na slovenistiki, temeljno za raziskavo je bil znanstveni dvom in iskanje alternativnih misli, da si lahko mislil naprej. Zdaj pa predstavijo pred tebe enega in reče, on je pameten, on je avtoriteta, on ti bo povedal resnico. Če ne verjameš temu, si teoretik zarote, si butast, si škodoželjen, si nevaren. Ampak zakaj hipnotično pademo na take nastavljene avtoritete? Ker so nas na to pripravili čez desetletja izobraževanja. In takšen koncept izobraževanja mimo je škodljiv, je kvaren. Dejansko to je že transhumanizacija na nek način, ne? Ampak na psihološki način. In mi moramo terjati kaj? Svobodo misli. Ne? Mi smo v katekizmu napisan, človek ima dostojanstvo zaradi razuma in svobodne volje.
da pa jaz lahko uporabljam razum, mi pa daj material, da bom jaz imel razum, govori mi teze. Ne? Mi moramo nehati govoriti o resnicah, mi moramo začeti govoriti, ker resnica, če vam jaz rečem, to, kar vam govorim, je samo moja osebna spoznavna resničnost. Če vam bom jaz govoril, resnica je to ideologija, sem manipulant. Tisti, ki vam govori o resnici, je manipulira. Mi lahko govorimo samo o osebnih spoznavnih resničnostih. In ko se bom jaz vedel, da nisem Boga prijel za brado, ker tudi Kristus se je približal človeštvu na človeku dojemljiv način. Ne banalizirajmo temu, ne, zato je beseda Bog ena najbolj zlorabljenih. Ne. Ko bom jaz govoril o osebnih spoznavnih resničnostih, bom zelo radoveden, kaj je vaša osebna spoznavna resničnost. In me bo vaša drugost in drugačnost bogatila, mi bo dejansko pomagala osvobajati mojo misel v nadaljnost. Če boste pa vi nastopili za resnico, pa jaz nastopil za resnico, bova paratala živčna, jaz sem mislil, vi ste butl, vi boste pa mislili, za mene, jaz tis pa zahojen, ne, in kaj, ko bomo šla na volitve, vse smo videli, kaj je bilo. Ne? Ker vsi imajo resnico, pa vsak sebe. Ne, nehajmo, to je tako zahojeno. In mi se moramo prebuditi iz te zahojenosti, ker je ugreznjenost civilizacije. To preprosto pomeni, ne bom več govoril o resnicah, pripovedoval vam bom svoje osebne spoznavne resničnosti. In sem zelo radoveden, kakšne so vaše. In ko nam bodo pred ekrane dali spet nekoga, ki govori na rekovajih resnico in nikogar drugega, ne, alternativno mnenje ni dopuščeno, bomo vedeli, da nas flancajo, tako da se kar smrdi in bomo njihovo početje začeli ne jemati resno, ampak ironizirati in se jim v fris smejati, ker so zahojeni, ker se mi več tako ne gremo. Ker smo kriza, skozi katero smo šli, nas je že v marsičem prebudila in več tega načina ne bomo dopustili. Sicer ga bojo hoteli, še bolj nas bojo dostrašili, še bolj nam bojo ponujali edine možne rešitve, še bolj bojo pritiske delali nas, ampak mi smo zdaj te zadeve že pogruntali in se ne bomo dali osamiti. In ne bomo govorili, kot oni govorijo. Oni bojo rekli naša resnica, mi bomo pa rekli ne, naša resnica. Ne, mi ne bomo govorili več o resnicah. Mi bomo govorili o dostojanstvu svojega osebnega spoznanja. In bomo iskali tiste, ki so že svobodni. In se ne tolčejo z resnicami, ampak govorijo osebne spoznavne resničnosti, zato pa veliko berejo, študirajo, iščejo material, ki ti omogoča misliti. Enoumje je mimo. 2 leti smo ga doživljali, na to so nas pripravili desetletja v sistemu izobraževanja, tudi v cerkvi, ne? Ja, da boš v Birmi pravilno ponovi. Bo prišel škof, pa te bo vprašal, moraš imeti pravilni odgovor. Ja, ampak bomo pa debatirali o teh zadevah, ne? Bomo odprli debato, ne? Ali bomo dovolili, da otroci začnejo razmišljati? Veste, kak pronicljive misli imajo. Prej omenjeni nečak, ne, midva ko si napišemo kako čestitko, mi je napisal, naj živi fantazija. Ker v uradnih ustanovah ne sme živeti. Tam mora biti to, kar je pravilno, enoumno, neumno, zahojeno. To so nas pripeljali. Osebne spoznavne resničnosti. A pa če gremo še bolj nazaj, v atensko šolo, kaj je bila veličina učitelja? Veličina učitelja je bila, da je podal samo osnovna temeljna spoznanja. Samo temeljna. Bog ne daj, da jim je pacal mozak z odvečnimi informacijami. Ker potem, ne, pravijo temu možganska brozga, ti preprosto ne moreš, ti zapacajo misel. Ne? Temeljna spoznanja, potem pa tu se še ni pokazala veličina učitelja. To je bila zahteva. Ne preveč, kar je preveč je odveč. Potem pa se je učitelj sprehajal po stebrniku. Ne?
zakaj se sprehajajo po stebrniku. Zdaj pravijo nevroznanstveniki, ja, ko hodimo, so miselni procesi bolj učinkoviti. Ne? Ja, pa zakaj pa priheftamo otroke na stol, pa mora biti primer, pa jih šopamo kot purane pred zakolom z popolnoma odvečnimi informacijami. Čujte, jaz sem doktoriral slovenistika, ampak jaz ne bi naredil osnovne šole pri slovenščini. Ker da ti lahko misliš naprej, ne rabi samo orodje, ne pa da mi nekdo zapaca, da bi si mi zapolnil. Najhujše pa kaj je pesnik mislil. Veste, včasih so filozofi vedeli, kar so napisali, so vedeli, da mora dati misliti. Ne, da se bojo oni rekli, da bojo ljudje, ko bojo brali to je resnica. Filozof je moral napisati misel tako, da je dal misliti. Pesnik pa je napisal verš tako, da je prebudil tebe v čutenju, v sočutju, v zaznavnosti. Pri slovenščini ni vprašanje, kaj je pesnik mislil, ampak kaj je v tebi prebudil ta vers. To je temeljno. Pa kdaj se je rodil, kdaj je umrl, pa kjera dela je napisal, pa se to, mislim, pa kaj mi pacaš mozak s temi informacijami. Naredi slovenščino za užitek, ne pa za moro. Ne? Jaz sem imel po večini zelo dobre pedagoge, to jim moram dati velik poklon, ker so dejansko prerasli ta kalup in so po večini me osvobajali, tako da moram dati, veste, res globok poklon. Atenska šola, ja. Ne? Pa so se pa sprehajali po stebrniku. Zakaj po stebrniku? Ne samo zato, ker so miselni procesi, bi rekel, bolj učinkoviti, ampak preprosto zato, ker so stebri predstavljali temeljna spoznanja. Ampak veličina stebrnika je bila čim večji horizont. Ne? To je bil, mojster je bil tisti arhitekt, tisti gradbinec, ki je lahko naredil med stebri čim večji horizont. In učitelj se je vrednotil potem, da je zastavljal vprašanja tako, Bog ne daj, da bi zastavil vprašanje tako, da bi učenec moral ponoviti, kaj je pravilno. To ni bil vrednoten učitelj, ampak je moral postaviti vprašanje tako, da je učenec na podlagi podatkov lahko razmišljal naprej s svojo glavo. In takrat je učitelj lahko osebno zaznal učenca, njegovo usmeritev, vedel je, kaj ga mora dodatno podpreti, kako bo z vprašanji dodatno izval njegov razmislek. Ker ni bistveno tisto, kar ti našopajo v glavo, ampak je bistveno tisto, kako te vprašajo, da na podlagi tega ti razmišljaš naprej. To je bistveno. Ta koncept, ki ga imamo zdaj, je zahojen. Pač trenutno je. Ampak pomagajte otrokom preživeti, da jih ta sistem ne bo uničil. Ker ni bolj ali manj. Veste, ene povzdignemo, da so odlični, da so ne vem kakšni, eni pa, se veste, tam tisti bogi revčeki. Avstrijski dokumentarec Abeceda je prinesel podatek, 98% otrok je visoko nadarjenih. Ampak vsak je nadarjen z njemu lastnim koktejlom inteligenc. Mi z Magdo smo tule zdaj pila čudovit jabolčni sok z ingverjem in če bi imeli mi različne sokove, pa bi poskusili, pa bi jaz rekel, moj je dober za to ali pa čajčke, ne? Pa bi vi imeli drugi sok, pa bi rekli, moj je pa dober za to pa to, ne? Vi bi rekli, moj je dober pa za to pa to. Vsak bi rekel, ta je pa dober za to pa to. Za čaje to znamo, zakaj nismo sposobni pri vstopu v proces oblikovanja otrok, vrtec, šola, tega narediti pri otrocih. Ne? Zakaj ne prepoznamo, ta je pa dober za to, pa to, pa to, pa to. Ne pa da zbijamo točke. 98% otrok visoko nadarjenih, na koncih pa prepoznamo za takšne 2%. A si predstavljate šiviljo, ki bi od 100 srajc dejansko jih 98 zafušala,
2 pa naredila prav. Ja, to je vrhunec našega pedagoškega uspeha, ta koncept izobraževanja. Ne, vsak je polnovreden, ni bolj ali manj. Ne? Vsak ni samo racionalna inteligenca. Tisti, ki cenijo racionalno inteligenco, je najbolj znamenitih, brihtnih filozofov, Heidegger prejšnjega stoletja, je bil velik fan Adolfa Hitlerja. Kaj ti pomaga sam pamet, če ni posvečena z duhovnostjo, če ni posvečena s srčnostjo, če ni posvečena socialnim občutkom? Ni sam racionalna, ki jo zdaj merijo. A je kjer srečen zato, ker je pameten? Ne, jaz ga še nisem videl. Videl sem vesele otroke, ker so jih starši vrednotili, če so imeli 5. In pa so bili veseli, da so dobili 5, srečni pa niso bili. Ker srečni bi bili, če bi bili objeti in sprejeti v svoji dejanski osebni resničnosti. Ampak na te starše se vrši pritisk družbe in ker starš želi otroku dobro, da mu bo ratalo v tem krasnem, norem svetu, ne, potem otrok igranje je pričakovanje staršev, da je pohvaljen, da potem stopi tam med izbrane zlate ali pa ne vem kakšne maturante, to je bedasto do konca. To je zahojeno, to je ponižujoče. A je tisti, ki zna lepo narediti stolček, manj vreden od tistega, ki, reši neko matematično formulo? Ne, ni. Vsak je polnovreden v svojem. Zato je treba začeti, če že vrednotimo racionalno inteligenco, enakovredno vrednotiti čustveno inteligenco, estetsko, duhovno, praktično, socialno inteligencijo, cel kup. In nehajmo prepoznavati, v čem je dober čaj, začnimo tudi končno otroke. To so živa bitja. In niso otroci zlorabljeni samo na nivoju telesa. Pedofilija je tudi čustvena, je tudi duhovna. Nehajmo zlorabljati otroke, za interes pisano z veliko. Prebudimo se. Čas je, da se prebudimo, kaj ti trpijo otroci. Dokler bo od tolikih nadarjenih, na koncu kakor odličnih, pa ne vem kakih zlatih, samo toliko, vemo, da je to ena taka, bi rekel, Bog se nas usmili. Kako bodo gledali v zgodovini naš čas? Če mi pravimo, srednji vek je bil mračen, čujte, pa smo mi v čisti temi. Vsak je polnovreden. In vsakega je treba prepoznati, ti si. In prepoznati, tu imaš talente, in prav tako je treba prepoznati, kje pa ni. Zakaj? Je zato, ker je tam pedagoški optimum za vzgojo sodelovanja in dopolnjevanja. Ne? Tam, ker sem jaz močen, lahko pomagam tebi, ampak tudi jaz imam šibko področje, tam boš pa ti pomagal meni. Ni bolj ali manj vrednih. Vsak na svojem področju dopolnjujoč. Kaj se pa zdaj zgodi? Še vedno pridejo otroci v šolo in potem pri telovadbi igrajo med 2 ognjema. In jih polarizirajo, ene in druge, in pa se grejo zbijanje šibkih členov. Kakšna pedagogika? To je pedagoški škandal. Platon bi se pokrižal, pa čeprav se takrat še niso križali. Razumete, to je noro. Platon je opozarjal, pazite, kaj dajete otrokom, kakšne zgodbe, ker usodno zaznamujejo njihovo miselno shemo. Mi pa še preden grejo v šolo, kaj jih igramo, učimo, človek ne jezi se. Ne? To je splošna igra. Ja, pri tej igri v tebi vtisne v spomin. Misli sam na sebe, na svojo familijo, druge preskakuj, še boljše, če jih vržeš ven. In tisti, ki izgubi, mora biti kot najnižja indijska kasta pari, ne sme se jeziti, mora vdano prenašati. Ali pa mikado, ne? Te palčke, ne? Ja, to je vaja v natančnosti. Tudi, ampak je pa tudi vaja o tem, kako gledaš drugim pod prste in kako jih ven vržeš. Pa imamo to na službenih mestih, ne? To so nas utirili. Ampak to so nedopustni. Kje so te, bi rekel, pedagogi, da bi domislili igre, ki so igre dopolnjevanja in sodelovanja? Pa gremo pač v košarko, v fuzbal,
sem gledal, ko so Hrvati enkrat nekaj zmagali, kaj za ilustracijo sociološko. Veste, kaj je to bilo? To je bilo kot v vojni. Mi smo jih premagali. Mislim, to je bilo noro. To je kadilstvo tistih dimov, tistih žarečih ognjemetov, kaj je bilo tam, ne? Gledajte, Platon, kaj je rekel Platon? Platon je rekel, vadite sodelovanje, dopolnjevanje. Kje so naši pedagogi, da dopustijo ta bi rekel, to nepedagoško v vzgojnem procesu? Pa zaključek, ne bom rekel, kjer je en kraju, 8. razred dobijo za nagrado še paintball. In pa mi je rekel eno tam mladih, kak je bilo ful dober, ko sem ga šicno, škoda, da ni bilo zares. Ja, to je simbol, to je igra, ki te utiri miselni koncept. Kaj mislite tisti, ki podtikajo igrice vizualne, da ne vejo, kako škodo delajo? Ne, oni vejo, zakaj delajo to škodo. Oni vejo, v kaj ukalupljajo, v kaj utirjajo misel. Niso bedaki. Črna psihologija, veste, tam so najbolj plačani psihologi, ki služijo interesu, pisano z veliko začetnico, ne? Ampak mi se moramo zdaj prebuditi, pa se reči, več se tak ne gremo in domisliti alternativo. In alternativa je, namesto med dvema ognjema, bomo kaj naredili? Bomo dali inštrumentke, take, ne? In bomo dej skušali z raznolikimi inštrumenti, bomo skušali najti sozvočje. Ne? Mi Slovenci pojemo štiriglasno, fantastično v harmoniji. In ko sem bil v kaki fari, pa ni bilo altistk, sopranistke niso bile srečne, da ni altistk, ampak so iskale. Tenori so iskali, ponavadi so tenorje iskali pa base, ne? Ja, in zakaj? Ker so hteli, da je pestrost glasov, in potem so rabili zborovodja, ki je to pestrost glasov znal uskladiti v skupni cilj, to je pa v harmonijo. A mislite, da si kjer zbor želel takega zborovodja, ki bi te glasove še bolj razštelal? Tako kot mi, dejansko se postaviš na eno stran ali pa na drugo stran, je isto, ne? Sem bil na razborju pod Lisco, so bili vici, da kar Bogu ni ratal, je vrgel čez Savo na Krajinsko. Ko sem šel tja na obisk, so mi pa rekli isto, kar Bogu ni ratal, je vrgel na Štajersko, ne? Pa se pa gremo to polarizacijo in ognjevito, ne? In mi stopimo za tisto in smo borbeni. Smešni smo. Otročji. Ne otroški. Otroško je dostojanstveno, ampak otročji. Ker smo padli v koncept polarizacije. In to mi Slovenci v Lučah pojejo celo 6-glasno, v Solčavi 8-glasno, ki znamo v raznolikosti glasov najti harmonijo, ki smo sposobni v raznolikosti razmišljanj poiskati to, kar je za narodov skupni blagor. In v kaj smo se pustili zmanipulirati? Ne v dvoglasje, v enoglasje na vsaki strani, ki kriči drug proti drugemu. V kaj smo se Slovenci pustili zbanalizirati, pa ne, veste, deli in vladaj. Ti papeki, ki so voditelji teh polarizacij, ne, so plačani eni in drugi, berite dokumente, vse tisti, ki manipulirajo, vse objavijo. Mi imamo ene in druge, mi plačujemo ene in druge, zakaj? Da nas delijo, da nam potem oni vladajo. Dokdaj bomo še to pustili, Slovenci? Sposobni 4-glasnega petja, celo 6 ali 8-glasnega petja v harmoniji. Dokdaj bomo pustili to kaotičnost, to zmedo? Kdaj se bomo prebudili? Kdaj se bomo ozavestili v svojem narodnem dostojanstvu? Kdaj bomo te zborovodje, ki nas razštelajo, rekli, ne, mi se več tak ne gremo? Dokdaj bomo še gledali po televiziji, malo sem pogledal na soočenje, ko so rekli, da ne pogledam, ki je bilo zelo komično, je bilo res, mislim, ne, dokdaj bomo pustili, da voditelji delijo na eno stran ene, na drugo stran druge, in pol, jaz vem, da ni denarja za zabavne oddaje, ampak naj ne delajo iz tega zabavnih oddaj, ker je bilo res skrajno zabavno. Od vseh akterjev tako zabavno, ampak za narod pa žalostno.
Ne? Smešni so bili tisti tam, ja, smešni so bili. Vredni, da jih ironiziramo in da jih nehamo imati resno. Pokazali so nam, da je čas, da jih nehamo imati resno. Jaz sem ti vse povedal že zdaj. Še bo možno, kaj. Ja. Ne, ker to je zelo pomembno, kar sem zdaj povedal, veste. Govorimo, lejte, o osebnih spoznavnih resničnostih. Ne damo se več manipulirati v to, kar je. Ker oni, veste, nas bojo lahko manipulirali, če nas bojo delili. Najbolj smešno je bilo, ko so nas začeli deliti cepljeni in necepljeni. In kako jim je to ratalo? Na kakem nivoju jim je to ratalo? Razumete? Ampak to je bilo načrtovano. Hočejo tudi spopad. Ne? Vse je načrtovano. Ne boste mislili, ta vojna v Ukrajini slučaj. Ne. Ampak, če sam povem, prosti. Tisti čas, ko je Rusija nedopustno vstopila v Ukrajino, je Amerika bombardirala druge države. Mislim, da kar 3. Ampak tisto ni bila novica. Novica je bila, zakaj? Zato, ker hočejo začeti v naših glavah igrati vojno. Da stopimo na eno stran zoper drugo. Manipulacija. Tako je bilo prej za to pandemijo, še manipulacij, tako je tudi tukaj manipulacija. Veliki Nobelovec Obama je v enem letu svoje vladavine bil vojno na nedopust način, mislim, da kar v 7 državah. Ne? Nobelovec za mir. Ja, res izjemno, izjemno. Ne? Kakšne pape, ki nam nastavljajo. In dokdaj nas bojo še imeli za norce? Da pa obljubim, da ne bom skočil besedo. Kar je skrajno nespodobno, ne? Karl je tako iskren, tako izrazit v prepričanju tistega, kar s svojim povzdignjenim občutkom za življenje prepozna, zapiše, tudi glede izobraževanja otrok, o čemer je tako iskreno govoril. Imamo možnost, da lahko beremo v njegovi knjigi, ki jo danes ni tu, 95 tes vzgoje in izobraževanja. Vedno tisto, kar se mogoče mnogim odmika prav zaradi manipulacij in dostojanstvo razuma je lahko čisto takrat, ko temu več ne podležemo, kot si omenil, ko se zavemo svoje lastne presoje. Ja, te lahko kljub temu prekine. Ker mu staršu lahko rečeš, da je pa tvoj otrok manj vreden, ker si ga manj cenil in zato ocenil. Pa nisi ga prepoznal. Dokdaj bomo trpeli takšen šolski sistem? Do takrat, dokler ne bomo mi ozavestili, se tako več ne gremo in bomo začeli zelo spoštovati učitelje, ker so tako izpostavljeni pod takimi pritiski in bomo začeli zelo spoštovati starše, da bodo lahko starši spoštovali in vrednotili in učitelji vsakega posameznika. Bog ne daj, da mi šimfate kjerkoli učitelja, skušajte ga razumeti o njegovi. Bog ne daj, da bildate krivdo kateremu koli staršu. Zato, da je nemočen, veste, bi morali poskrbeti drugi, da bi bil močan. Če pa ti vzdržuješ enega starša na minimumu, ne, to ne pomeni, da ne bi bilo vsej, veste, denar. Mislite, da ima kako podlago. Privat banka, ameriške federalne rezerve, vtipkajo tam v računalnik, niti več nima podlage, niti papirja, pa črnila. Vtipkajo cifro, s katero nas manipulirajo. Mislite, da ne bi mogli vtipkati še malo več, ne? Se v bistvu zdaj so kar dobesedno šafljali, ne, denar. Vsak solčavski kmet pa ve, da če si prezadolžen, nisi več gospodar svoje dežele, nisi več narod, si samo še pridno služeči po direktivah, ki ti jih rečejo, ne. Lahko bi, da ne bi bilo glih minimum, da bi bilo to, ne, ampak ne dajo več, zato ker ti moraš gruntati, kako bom prišel skozi mesec, pa ti pa še dvignejo cene, da si v stiski. Veste, kakšna manipulacija to nad starši? Kak nek tak starš živi dodano vrednost, ne?
On bo živel osnovno vrednost, kako bomo prišli čez, kako bomo otroku omogočil, da ne bo se čutil podcenjen. To je manipulacija, to je zločin. To je nedopustno in zgodovina bo to prepoznala. In z imeni in priimki trenutnih izvajalcev manipulacije. Ena od mojih tez je tudi to, da v prihodnje ne bomo več pisali v spominske table imena žrtev, ampak tisti, ki so žrtve povzročali. In imena in priimki so zelo dobro znani. In jih ne bomo pozabili. In ko bomo šli skozi to, oni mislijo, da nas bodo uspeli. Oni se sploh ne zavedajo, da bojo zdaj prebudili zavest. Se oni tega, vse se bojijo, zato poskušajo še z nekimi bombicami v zadnji, ne sem tak, ne pa, zato ta črna psihologija zelo dobro deluje, ampak ne bo jim ratali. Ne nazadnje, kot pater vem, da je bilo to prerokovano. Točno to, čez kar gremo zdaj, je bilo naprej povedano že leta 60, po enem od videnj, točno natančno, in tudi to, da jim ne bo ratali. Bomo šli pa skozi prehod. Ampak da se civilizacija, zahodna civilizacija prebudi, pač mora iti skozi prehod. Jim pa ne bo ratali. Ne bo jim ratali. In morda neka vizija, kako oprati roke, ki delujejo proti človeštvu, ker čas bo vse naplavil. Ja, oni sploh ne vejo, ampak jaz imam razne prijatelje, ki se ukvarjajo z marsičem. Oni tudi obremenijo svoje zanamce, ker genetika se ne prenaša samo na fizični ravni, pa tudi na psihološki ravni. In oni z svojim zlim dejanjem tako obremenijo, da se sploh ne vejo. Ne zavedajo tega, ali pa se zavedajo, pa jih baš boli. Ampak ja, naj se operejo. Naj se operejo. Mozak, misel, ne, s temi od teh manipulativnih pristopov. Naj si operejo svojo dušo, naj na nek način se osvobodijo. Ker ima rad, ne nazadnje, če ne že sebe, če je zdaj dobro plačan, če imaš rad svoje otroke, od otrok otroke, ker jih bremeniš. Ne? To tudi svetopismo piše, to, kar zdaj ugotavlja genetika. Moja zla ravnanja obremenijo, no, jaz sem celibater. Sam pa veste, vem pa, da bom stopil pred šefa. In vsi tukaj so zgolj šefiči, bolj ali manj vredni pozicij, ki jih zasedajo. In tudi oni bojo stopili pred šefa. Saj vem, da so panični, da hočejo zdaj stran s humanizmom, da bi bili večno tukaj, ne bo jim ratali. Mogoče bo njihov mozek še nekaj tam čivkal, oni bojo dali pa račun pred tistim, pred katerim bojo čivknali. Kaj pa o dostojanstvu in pa empatiji države lahko rečeš, ker mora pač država poskrbeti za svoje državljane in če ne, ni dostojna. Kakšen je tvoj občutek, ker oblast je ravno tako, ali dostojna ali nedostojna? Ja, ujetniki so, ne? Tudi dolgo načrtovanih konceptov, te manipulacije. Veste, mi smo zdaj v prebujanju, v prelomu. Ne? Ampak da smo prišli v slepo ulico, to je bilo dejansko zelo premeteno. Ne? Tudi te rdeče teze govorijo prav o tem, ne? Toliko je tega, veste, kako je fajn živeti v tem času. Veste zakaj? Ker se zavest prebuja in imaš toliko materijala za razmislek. Ne? Ko je bila 500-letnica reformacije, sem razmišljal, kaj bi pa danes bilo pomembno izpostaviti v reformo. Ne? In sem videl situacijo, krivično situacijo, revščina, bogatstvo, ne? Peščica, bogatinov vedno bolj bogati, revežev je vsak dan več. Gotovo bi bilo potrebno izpostaviti ekonomijo. In pa sem ugotovil, da to, kar vlada svetu, sploh ni ekonomija. Treba je brati seveda stare mislice, ki so še dalj misliti. Ne filozofe, ki ti ukalupi misel v svojo trditev in jo pol dokazuje, celo knjigo dokazuje, kako ima on prav. Pa to je frustracija. Ne? Ampak odpiraj misli, daj misliti. Ne?
Aristotel je dobro vedel, ne? Pa še prej Tales iz Mileta, pa še prej drugi in drugi. Kaj je ekonomija, kaj pa ekonomija ni? Ekonomija je vedno etična, hrematizem pa ni. Ampak zato, da so lahko dejansko hrematizem, zločesti koncept, odel z pojmom ekonomija, so mogli hrematizem črtati. Se je izgubil, te besede ni. V tak debelem špehu slovarju tujk te besede noter ni. Pa je ključna za razlikovanje. Ne, ampak mi ne smemo razlikovati dobrega od zla. Zlo se lahko preobleče tudi v ekonomijo. Hrematizem v ekonomijo. Kaj pomeni ekonomija? Beseda vsebuje dva grška pojma, zakon in dom. Ekonomija je odkrivanje zakonitosti, po katerih se na tem svetu vsi počutimo doma. Ne samo ljudje, tudi živali, tudi mati zemlja, tudi rastline. In politika, skrbniki za javni blagor, te zakonitosti uzakonijo. Torej za to, da vlada etičnost. Kaj pa zdaj? Ne vemo, čisto točno, ne? Anica Mikuš-Kos piše, vsak dan umre na svetu zaradi revščine 22,000 otrok. En moj dober znanec, poznavalec, raziskovalec pravi, da jih je okrog 50,000. Jaz sem nekje citiral tudi podatek, ki sem ga našel, 36,000. Razumete, na dan. Ne? 10, 20, 30,000 celo otrok umrlih zaradi revščine, gor ali dol na dan, ne? Za COVID smo pa do enega vedeli natančno. Veste, to hinavščina. In pol nekdo reče, da na globalni ravni obvladuje svet ekonomija. Ne, hrematizem. Največji transvestit našega časa, ki se preoblači v nasprotni spol. Zlo se preoblači v dobro in nam govorijo edine možne rešitve ekonomije, ki so pa edine dopustne manipulativne rešitve hrematizma, ki jih naši politiki udejanjajo. Ta knjiga Krasni novi svet jasno na koncu reče, obstoječi koncept politike je pase. Ker tisti, ki smo jih mi izvolili, dejansko postanejo naši biriči, ker so izvajalci interesa pisano z veliko in po njih interes dejansko manipulira nas, kar se je v zadnjem času čisto dobro videlo. Ampak da nas ne misli levi, desni, da tukaj zdaj čisto vse, to je eni drugi, ker oni plačuje eni in druge. Kar opazujte, kako se bo zdaj začelo dogajati. Oprostite, tule bi skočil za vprašanje, ker se ravno tega. Kar? Kaj se je zgodilo, da je ta slovenska inteligenca od A do Ž ugasnala, da se prav praktično ne vlašala? Ja, kaj se je zgodilo? Recimo, kaj se je zgodilo, da... Ja, pa kaj se je zgodilo, da je papež podprl neke stvari, ki so skrajno nedopustne in celo v žrži etične. Zakaj so akademiki umolknili? Ja, verjetno, za papeža se ne čudim, ker je bil njegov svetovalec za COVID vprašanje do decembra preteklega leta, ne bom rekel kjer. Ja, kaj, po scenariju je, to je vse šlo, saj tudi Dalaj Lama je hvalil cepljenje in se tam, ste videli sliko, kak je prav reklamni plakat bi lahko naredili iz tistega, ne. Mediji. To je bilo že leta 2010 v fundaciji, Rockefellerjevi fundaciji, vse načrtovano in je potekalo do meseca natančno. Oni so bili samo izvajalci. In tam so rekli, moramo dobiti na svojo stran medije in moramo dobiti na svojo stran religiozne voditelje. Največji hec pa je, da ti, ki manipulirajo, recimo Klaus Schwab, oni vse objavijo, kaj bo naredili. In ne mi reči, da ti študiraš novinarstvo zato, da potem prepisuješ od 2 svetovnih agencij, pa si prestrašen za svojo službo, pa poznam situacijo, da uredniki pritiskajo na tebe, da ne bom konkretiziral, ne. To je, ne. Zakaj? Ker je bil pristop manipulacije dovršen, ker so imeli že prej vaje z ne vem kakšnimi gripami, ptičimi, ne vem kakšnimi, da so videli reakcije in so doštudirali, če na psihologija. Ne? Ampak ne bo jim ratalo.
In oni vejo in so zato živčni. In so upravičeno živčni. Res zelo upravičeno so živčni. Ja. Ja, vse objavijo, so postavili spomenik, javno stoji in prva točka, 500. Oni nič ne skrivajo. Tukaj zdaj so zame odgovorni, recimo, tudi akademiki. Zdaj res je nespodobno, da se nek akademik ukvarja z vprašanjem vejice, ker ti si akademik zato, ker znaš razmišljati, ker si verjetno človekoljub in bo zdaj v taki situaciji, ne boš pisal in zbiral točke na objavah glede vejice ali pa ne vem kakšnega literata, ampak se boš oglasil. V tem obdobju molčati pomeni sodelovati. In akademiki, in politiki, in vsi ostali, ki so, bodo nekoč kot molčeči dejansko pristali v sklopu sodelujočih. Ker tisti, ki manipulirajo, vse objavijo. Vse je objavljeno. In ne mi reči, da nisi brat, da ne znaš brati, ker pa res ne moš biti akademik. Ne? Tukaj je predvsem tem, ki vemo, kaj je napisal predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Glejte, zgodovina pomni. In mi, ki znamo brati, med vami vas je že mnogo takšnih, ste gotovo prebrali tole Dravilo slovenskemu narodu. Pač mi smo akademiki, smo pa ljudje z nekim razumom, z neko inteligenco, dostojanstva. Predvsem pa empatijo do sočloveka in do narave. Najprej so začeli špricati po poljih, pol so začeli po živini industrijsko, zdaj smo pa mi za njih živina. Torej ne samo ohranjati dostojanstvo človeka, ampak živeti v sočutju do matere zemlje, do rastlin, do živali. V slovenskem prostoru je bila dosti ena nora krava, ki sploh ni bila, mimogrede povedano, poznam razmere, ampak za razlog, da zdaj industrializacija, veste, kaj ste pogledali, kdaj uči kravici. Zdaj to kravico pred smrtjo spustijo v tako travmo in potem tam vonja smrt. To je oddaljena od doma, to je zločin prvega reda. In tista gospa s križcem, ki je to omogočila, gospa, tega nismo pozabili. Škandalozno. Vsaka kravica, ki je podvržena takemu trpljenju, dejansko, veste, gre pa to zdaj trpljenje na kup tistih, ki manipulacijo povzročajo in res ne bi bil rad v njihovi koži, niti v koži njihovih otrok. Ti lahko golfaš, pa služiš interesu nekaj časa, ampak samo kratek čas. Potem pa kasiraš tisto, kar si dejansko. Ja. Tu se ne da, veste, tu se ne da golfati. Ja, tudi ja. To pa je zdaj genetika, ker dejansko ti zaznamuješ. Genetsko ne zaznamuješ samo fiziološko, ampak tudi dejansko je dedično. To, kar Sveto pismo tako pravi, v Stari zavezi, ampak to zdaj genetika odkriva. Obremeniš. In ni fajn. Če že te paše, da si zdaj plačan dobro, pa da ti rečejo ne vem kaj, ampak pomisli na svoje otroke, ne da se golfati, tudi molk obremeni, ker si tiho pristal na dogajanje, ki se vrši, zato da bi ohranil svojo rit v prijetni situaciji. Kako? Ja, in rečejo temu, vem, kaj se dogaja, ja, to je breme. Zahodna civilizacija je mogla priti do tega, ker si je nabrala toliko bremen, da dejansko mora priti zdaj, ali se prerodiš, ali pa dejansko te ni. Ampak gre za prehod in jaz ta prehod rad primerjam prehodu skozi Rdeče morje Mojzesa, ko so šli po suhem, na levi in desni strani stene vode, ampak oni niso smeli gledati v to, ker bi jih strašilo in ohramilo, ampak so mogli gledati naprej vizijo. Mi že moramo videti prebojeno človeštvo.
Naša misel že mora biti tam, ker ta zavest o prebivalni civilizaciji že budi, mi smo na nek način potem že tam. Ne pa gledati, ker z leve pa desne nas pa hočejo strašiti, ker hočejo nas ustaviti, nas hočejo zagrniti. A pa druga, recimo, mitološka pripoved, Lot pelje iz Sodome svojo družino, Sodoma in Gomora, in je bilo narečeno, nihče naj se ne ozira nazaj, ker bo okamenel. Ker če ti zreš v to, kar te straši, Lotova žena je pogledala in je okamenila, strah te ohromi, te okameni. Zato ne se dovoliti strašiti, ne se dovoliti odtujevati, osamiti, ne sami tuhtati, če kaj ti brni po glavi. Takrat, ko ti je lepo, si lahko tudi sam. Ko ti je pa hudo, pa sam ne smeš biti. Ko te je strah, sam ne smeš biti. Ne smeš tega sam nositi v glavi, ampak moraš dejansko odpreti, ker s tem preluftaš. K temu morda samo dodam misel, ki jo je povedal pater Gržan v enem od najnih pogovorov za televizijo. Rekel si, da svet bo preživel, človeštvo pa ne, če se ne bomo vrnili k naravi. Ja. In da nas bo svet izvrgel. Ja, sem rekel, mogoče ko pes bolho. Nas bo spravil iz sebe. Ja. Ne, sam sem optimist. Veste kaj, ker nas ima vse, kar je okrog nas, živi v takem sočutju. Jaz tam gor živim na Konjskem vrhu, pa čujte, to je vsa takem sočutnem odnosu do mene. Je pa res, da si moraš vzeti čas, pa tihoto, pa se prepustiti, ne pustiti, da ti skozi neki avseniki, cenim avsenike, avsenik bi mogel dobiti veliko priznanje, Prešernovo nagrado, to je sramota, da je ni dobil, da ne boste mislili, da ne cenim. To je bila storjena krivica, to je ena neka oslarija, ki bo dala tehta, kdo so bili v komisiji za podelitev Prešernove nagrade, da on ni dobil, to je tudi zame škandal prve klase, ampak pustimo to. Ampak, kaj hočem reči, ne si dati se hrupom, pa z odvečjimi informacijami polniti glav. Stopite v tihoto, v žuborenje potokov, v zaznavnost, v sočutje z mamo zemljo. Mama zemlja vedno razelektri. Daš roke k materi zemlji, vedno te bo umirila, prav čutil boš, kak te ima rada in te hrani. Živali, pa to so angelska bitja, in rastline, koliko hvaležnosti, gojiti ta čut hvaležnosti. Ja. In Konjski vrh je zelo bogat tudi s tvojo hvaležnostjo, to sem pa že mnogokrat prepoznala. Ja, jaz sem res hvaležen, jaz sem hvaležen možganski kapi, ker drugače ne bi mogel tako živeti. Jaz sem kaplan v Lučah po Solčavi, po možganski kapi pa nekaterih stvari ne zmorem in imam za to možnost živeti na samem in mi je to zelo lepo. Kak je to dete zadaj lepo? Kak mu je ime? Kak je ime? Izabela. Lepo. Ja, kak lepo. Bistrost našega povezovanja. Morda se dotakneva na kratko še tele zapisane, jaz bom rekla kar kriminalke, tako sem jo čutila, ko sem jo prebrala, in verjetno tudi vi, resnične kriminalke. In bi te vprašala za tvoj vzgib, da si se odločil tako globoko, tako intenzivno pristopiti k prepoznavanju res tega, kar zastruplja človeštvo, kar uničuje in da si potem tudi takole se izpostavil na vse zadnje. Veš kaj, prvič, manipulanti nič ne skrivajo, drugič sem videl način poročanja, sem tako videl, da je manipulacija. Glejte, kak naj moja duša diha, če bi molčal. Saj zdaj pripravljam knjigo o megalitskih gradiščih, ampak sem dal vse na stran, ker oni nič ne skrivajo. Nisem vedel, v tej knjigi je menda celo 1200 opomb, ker citiram vire, ker nič ne skrivajo, oni vse povejo, kaj hoče z nami. Oni imajo že pripravljeno za transhumanizacijo praktično vse. Tudi analiza tega, kar deluje v človeku, je znana.
Mislim, a naj se delam bedaka, pa bom tiho. A naj sodelujem pri tem. Ne? Zdaj so mi učitelj, da sem neznanstven, pa sem pa ne vem, zdaj v nekem trenutku sem celo pomislil, da bi se odrekel nazivu doktore znanosti, ker če moraš pa razum kapitalirati in se pokloniti neumju in urit, lizati gnusneže v njihovem početju, ali pa ne bi rekel, ne sodi ljudi, ampak greh, gnus v početju nekaterih, ne? To pa ne morem. Oprostite, ne morem. In ne nazadnje vem, kdo je moj šef. Moj šef se piše z veliko začetnico, kot sem rekel. Vsi ostali so samo šefiči. In naj si ne mislijo, da bojo stopili pred šefa. Zdaj so lahko hodijo po rdečih preprogah ali pa karkoli. Na koncu bojo pa čist, tako kot ta zadnja ženička, Agica, brezdomka v Ljubljani, ki sem jo srečal kot študent. Ne? Pa sem šel kupiti sendvič, nisem imel kaj denarja, pa sem rekel, lejte, to sem vam prinesel. Je rekla, joj, kako možeš misliti, da ovaka starica, da ne bom znal prav povedati, može jesti ovo bez kafice. Veste, tam bo ta tista Agica, bo čisto enakovredna gospodu Billu Gatesu. In Bill Gates bo tako zardel pred tisto Agico, ker ga bo gledala učka in ne bo zdržal. Ne bo zdržal. In to bo njegov pekel. Ne rečem, kam bo šel, ampak vem pa, da bo takrat to njegov pekel. In iz tega ven tudi postajamo ljudje vedno bolj statistični podatki pravzaprav, kaj ne? In kdor pa razmišlja z lastno glavo, je pa dostikrat zelo ponižan. Si na nek način morda tudi doživel že kakšno takšno močno ponižanje. Ja, pa sej, kaj pa pol. Ja, mene bolj skrbi, če me hvalijo. Res, tis me pa zelo skrbi in se zelo pazim. In ko ploskaj, se to bi tudi vam povedal, ploskate sebi, da s tem dramite svoje zaveske. To je bilo včasih, do zdaj je bilo še vedno tako, da so enega izpostavili. Ne, vsak je vreden, ni bolj ali manj pomembnih, ampak je vsak polno vreden v prebujenosti. Ne? In tu je treba zdaj konc teh, da bojo pa postavili pred tebe nekega, to me tako komično, pa kakšna proslava državna, pa tisti verjame, da je tako, pa tako gre. To je meni tako smešno. To je to, če že pogledam kot zabavno oddajo, ne, zopet. In pol verjame, tam spredi sedijo in ja, pa kaj mislite, da ste ljudje pa tam za ograjami, ne? In pol, ko to sprejmemo, mi veste, pol te ograje še lahko kaj druga pomenijo. Pa to je smešno. Pa nehimo izpostavljati posameznike. Naši predniki so se znali usesti v krog in slišati drug drugega, so mogli poslušati drug drugega in najti skupni imenovalec največjega dobrega za določen kraj. To je naša oblika. Ne pa to petelinjenje, ta smešnost, ki je, o moj bog, se te posnetke ohranjajo, ampak to bo gledati čez leta kot burleske. Stem pa Olio, Charlie Chaplin, kakšen predsednik, kraljica, to je še posebej. Potem lahko tudi rečemo, da sta pravičnost, spoštovanje in pa poštenje tista osnovna oblika sploh obstoja človeštva in da je pravzaprav dostojanstvo edino, ki daje svobodo človeku. Temeljno je medsebojna spoštljivost, pravičnost in odgovornost. Ne? To je temeljno, do slehernika, ni bolj ali manj vrednih. Ne? To so nam usili skozi leta in leta. Veste, že v Stari zavezi, mislim, da nekje, sem pozabil zdaj kateri knjigi, včasih so imeli Judje preroke, ne, ki so dejansko bili postavljeni, so prepoznali preroškega duha, ne, in so oni. Potem pa so si tudi Izraelci želeli kralja, ne, ker veste, tako fajn, enega tam našemiš, pa imaš kralja. Ne?
igra šaha, vse pove, kaj je kralj. Giblje se kot kmet, kmete žrtvujejo, kralja pa vsi branijo. To je resnica. Kmet je navaden štor, kmet preoblečen v kralja, ko mu kmetje se klanjajo. Kraljica je navadna kmetica, ki jo se preobleče, samo ona marsikaj ve. Kar smo pa mi pozabili kot dostojanstvo. Zakaj ima kraljica večkrat rutico gor, da je nima vnetja ušes? Ne. Mi smo pozabili to simbolno govorico. Ne. To sem imel na komendi, ko je bilo to predavanje o starih civilizacijah. Ne. Kmetice so imele ruto, pa ne boste mislili, da zdaj propagiram rute, ne? Ampak sam povem, kako nas imajo za kmete, ne? In se moramo mi eno poglavje govori, zakaj ne bi bili mi se povrnili kraljevskemu dostojanstvu. To pa sem ilustracijo vmeš. Med tednom 4 časi, v peti čas in prostor, v nedeljo ruta na pol, na glavo, in je bilo trikot, in tam, kjer je Božje oko, je počivalo na temenu. To je bilo obredno. So vedeli, včasih so vedeli, tudi kozmološka arhitektura, to zdaj pišem, ampak to je čisto druga tema. Kaj si me vprašala? Vse že vemo, kaj ne, kar smo vprašali. Ja. Pa iz tega ven, kar takole globoko, iskreno poveš, kako naj najdemo tisti živ odnos, ki nas bo krepil in tudi seveda to dostojanstvo nekako postavil v spredje zavedanja vsakega posameznika. Prej sem rekel proces izobraževanja. Ko se bo prebudil proces izobraževanja zavedanje, da ni bolj ali manj vrednih otrok, ne, pravi 98%, 100% so nadarjeni. Visoko nadarjeni, ker nekateri se rodijo v čas in prostor, da ga srčijo. Recimo otrok z Downovim sindromom ima izjemno čustveno inteligenco, ima izjemno intuitivno inteligenco. Oni so rojeni zato, da čas in prostor srčijo. Desa Muk mi je pravila, kako je delala v vrtcu, kjer so bili brez posebnih potreb. Vsak otrok je poseben, ne? In če imaš ti otroka brez posebnih potreb, ga ne jemlješ osebno, ga ne jemlješ posebno, ampak ga imaš za ovco. Torej, eni, ki so bili lahko tak, ne? Eni pa so bile mešane. In reka, kako višjo socialno, čustveno inteligenco so razvili otroci, ki so živeli z, recimo, otrokom z Downovim sindromom. In reka, neprimerljivo so profitirali, ne? Pa zdaj mi je pravo en, ki uči na srednji šoli, prakso, je rekel, je en avtist, ki pač zmore, koliko zmore, ampak kak je ta razred povezan, složen, kako mu prihaja pomagati, kako so dopolnjujoči, sodelujoči. In zdaj dejansko ljudi, ki srčijo čas in prostor, izločiti, da imaš, da ni posebnih potreb, da ni osebnih potreb, ampak da smo lahko si ovce, to je dokdaj še tako, ne? Ne, zdaj, ampak Bogu hvala, ne? Veste, če ne bi bilo tega pritiska, zdajšnje manipulacije, se ne bi zavest tako hitro prebujala. Oni sploh ne vejo, kaj si počnejo. Marsikdo ga je že verjetno tudi vzel v roke. Vse danes pravijo, da je knjiga postala kar neke vrste romantični ostanek, ne nekega časa. Ampak knjige so bogatstvo, sploh knjige za vsebino in tisti, ki jih radi vzamemo v roke, vemo, da je knjiga res izraz vsakega, ki jo napiše. In pater Karl Gržan, ki takole živi in čuti za besedo, za vse tisto, kar potem tudi najde pri bralcu nek mir. Vemo, da njegove besede tečejo vedno počasi, preudarno, učinkovito, nikamor se jim ne mudi. Ampak, kadar Karli piše,
se mu pa mudi v smislu krepitve vseh miselnih vzorcev in veliko krat reče, počakaj do jeseni, potem pa bomo šli v kakšno goro ali pa kam, ker pišem to pa to. In kaj ni vedno, ker pišem, no, to moram reči. No in tako je tudi napisal tale urednik knjige, založbe Sanje, Peter Povh, da ta knjiga, ki je šla letos, je predvsem miselni izziv bralcem, ki radi širijo obzorje svojega razmišljanja in vedenja o zgradbi in ureditvi tega sveta, ki ga živimo, ter o odnosih, ki prevladujejo in ta način obvladujejo naše razumevanje, življenje in delovanje. Pisec brez zadržkov približa vse to bralcu in tudi predstavljal pogled pričevanja in pa dokumente, ki so neopazni in večinoma spregledani, pa tudi skriti ali zakriti. Še nekaj besed tvojih o tem pisanju. Ja, to pisanje mi je vzelo takoj, ko sem videl, da gre za manipulacijo, enoumje in neumnost. To je bilo tako očitno. Sem začel, ker pač cenim ta svoj zgornji štuk, pač iskati podatke. In pa sem ugotovil, pa sej to, kar dejansko se dogaja, vse to je bilo, načrti so objavljeni, zdaj je fundacija Rockefeller to umaknila, ampak takrat je bilo še to objavljeno, to si lahko bral. Klaus Schwab je z neverjetno naglico napisal knjige, v kateri vse govori, kako bodo tisti, ki bodo pol stroj, pol telo, da računalnik je treba v človeka, kako bodo tisti kakor nadljudje, ostali bomo kakor neki primitivci. To vse piše. Zdaj sem pa rekel, kaj to recimo odgovorni v politiki, v cerkvi ne znajo prebrati? Se nič ne skrivajo. Kaj je zdaj to? Potem preprosto nisem mogel, ker sem videl, načrt je bil naprej objavljen, vse je šlo po mesecih tako, sem rekel, ne se hecati. In res sem pa garal, ker sem imel tudi enega v zadju raziskovalnega novinarja, ki se je umaknil, ker so mu grozili z življenjem. In potem je bilo res garanje. Nisem imel čas, zdaj jaz vem, kak redkvica cveti. Lansko leto so mi dobri ljudje urejali vrt, ampak nisem imel energijo iti po redkvico. Gospa Kapra so imeli 3-krat na dan očiščen hlev, zato da sem skidal napetosti tudi iz glave. Se drugič bilo dosti enkrat. To mi je bila rešitev, da sem pa delal. In je treba delati. In je treba dejansko, material je bil tukaj, bilo je veliko študija, branja, izmenjave mnenj, bilo je. Pač tak je, sej vi tudi vsak na svojem področju dela in če čutiš notranji klic, sva si z Jezusom na ti. In ko te noter pritegne in te postavi, je neka notranja zahteva, jaz potem ne bi mogel, kako ne grem jaz pol v kapelo moliti, prosim vas, ne morem. Pa bi lahko še sam formalno tam breviral, bi moral bežati pred sabo, pred svojo dušo. To bi pa mene uničilo, to pa ne morem. Tako, spoštovani obiskovalci, vem, da takole odprto poslušate, da ste hvaležni, da imamo danes v naši družbi patra Karla Gržana. In pater ima tudi ob vsem tistem, kar je povedal, en poseben čut in smisel za humor. Vlastno ironijo. Ironizirati je treba, Torej, ker oni hočejo, veste, manipulanti hočejo, da jemljemo resno, da imamo znanstvene konference, da oni bojo sami financirali zbornike, vse to bo, ne prenesejo pa, da jih ironiziramo. To pa ne prenesejo, takrat se pa čutijo nagi. Ampak vaja, danes ni tema o ironizaciji, to sem imel včeraj v Vitanju sem imel včeraj, ampak je danes tema pač druga in vaja za ironizacijo se začne pri samoironizaciji, da dovoliš, da te dejansko življenje sleče v pristnost,
je rekel gospod, ki snema, zaradi katerega gledate ta posnetek, je rekel, da je tisto, kjer sem v Okonini, kjer sem povedal. A v Mozirju je bilo? Ja. Ne, da ti so imeli zelo radi, ker sem povedal dogodek ali dva iz svojega življenja. Zdaj bom pa povedal enega, ker smo v velikonočnem času, bolj velikonočnega, bom povedal najbolj grozno veroučno uro mojega življenja. Tako grozna, jaz sem sicer tudi zdaj moker, ampak če bi tudi bil zdaj še nič moker, bi se še vedno spominil na to začel potiti. Kaj je bilo? Veste, ko končaš šolo, pač misliš, da si strašno pameten in jaz sem bil, ne da sem si mislil, jaz sem to vedel, ne. In potem sem pač, veste, tako mi je bilo fajn, ne, tudi kar dobre ideje sem imel, recimo pred Veliko nočjo, kako otrokom razložiti simboliko velikonočnih jedil, ne. Še zdaj se spomnim, to je bila na Ptuju, učilnica tam spodaj, 1. razred, poslušaj, jaz jim govorim slikovito, gnjevito, ne, dam ven hren, poglejte otroci, hren, zakaj ne samo hren, po obliki nas spominja na žebu, če ga poskusimo, kaj peče kot Jezusove rane in tako naprej. In pa sem prišel do pirhov, največji simbol otroci velikonočnega časa pa je pirh. Zakaj otroci? So gledali. Glejte, tako kot piščanček prekljuje jajčno lupino in pride v življenje, tako je Jezus premagal grob in smrt in nas obudil v življenje. Tako sem se dopadel sam sebi. In se je oglasil en otrok in je rekel, zdaj pa vem. Sem si mislil, seveda ve. Po tako dobri razlagi in se rekel, no, pa ponovi, kaj zdaj veš. In je on začel. Zdaj pa vem, kako sem jaz prišel na svet. Ati je dal eno jajco mamici, mamica je to jajco vzela, ko je jajca v njej zrasla, je šla pa me zvalila. Sem vedel, da gre v napačno smer, ampak še preden sem uspel ustaviti, je žena deklica vprašala, kaj moj ati je imel 5 jajc, je bilo 5 otrok. In takrat sem zatulil tišina. In otroci so utrpnili. Zakaj? Glejte, čistim je vse čisto. Čistim je vse čisto. Če ima kdo v tem problem, pomeni, da nima nekaj razpucano. Čistim je vse čisto. Jaz sem, ko so tisti otroci me prestrašeno gledali, ker sem res zatulil grozno, mi ni bilo lahko, ne. Ampak, kaj sem hotel, ne. Pol pa je le en otročiček dvignil roko, pa je rekel, a pa se že nekaj vprašam. Sem rekel, vprašam. Je rekel, a vi še imate obe jajci? In se je oglasila ena deklica, ki se je malo bolj spoznala na cerkvene zadeve in rekla, on ima še obe, ker ne sme imeti otrok. Grozno. In veste, kaj je bilo še grozno? Da so se začeli zunaj pred učilnico zbirati starši, ker so pač prišli po svoje male otroke in mene sam po glavi rojil, kaj bo zdaj otroci povedali staršem. In začnem ognjevito ponavljati, kakor piščanček, tako Jezus, kakor piščanček, tako Jezus, ampak niso me več poslušali. Saj veste, otroku je v neki stopni, dovolj pa te več ne posluša. In pa smo molili zaključno molitev in jaz sem potiho rotil Boga, naj vendarle otroci pozabijo čisto vse, kar smo se učili. Ampak veste, Bog ni naredil čudeža. Letijo otroci ven in že slišim eno mamico, ki sprašuje, kaj ste se pa danes lepega učili? Pa reče en otrok, o jajcih. Pa reče mamica, o velikonočnih. Je rekel otrok, ne, o atijevih. Čist poten sem od toplote, ampak tudi ob spomin. Še vedno nisem čist predelal. Ja. Sam veste, smeh osvobaja. Ja.
No, takole, ta sproščenost je spodbudna, zdravilna, koristna in hvala Bogu, da smo živi, da lahko vse to tudi... Pa da nas vrača k pristnosti, to nas vrača k pristnosti, veste, Seveda sva rekla, za kakšno vprašanje bo tudi možnost z vaše strani, ali pa misel, ali pa kakšno misel. Zato prosim, nekaj časa še imava, da kaj dodate, kaj vprašate. Kar pogumno. Jaz bi še eno, pa bom tih. Od Harareja me zanima, jaz sem prebral njegovi 2 knjigi, Sapiens Sapiens pa Homo Deus. Pa v tistih delih mi je bil logičen in tudi v Homo Deusu je on svaril pred svetom. Zdaj pa slišim pred svetom, ki se nam obeta. Zdaj pa slišim, da ima drugačno vlogo, oziroma da ga drugačno jemljajo. Torej, jaz, ko sem ga bral, sem mi zastavljal samo vprašanje. Zakaj so ga tako izpostavili? Ker jaz nisem videl v tistih njegovih delih nič presežnega. Reklamirali, zakaj so ga izpostavili, če ni vsaj zame povedal nič presežnega. No, ker ne, zdaj mu pripisujejo, da ima vlogo pri... Ja, Davos, glejte, ne bom nič. Zakaj so Greto izpostavili, jaz tudi na začetku nisem vedel. Vse oni, veste, ker to so principi manipulacije. Zdaj nas bodo začeli, če dihaš, boš mogel plačati davek na vsak dodaten vdih. Hecam se, to karikiram, ne. Prebuja in, veste, tudi prebujena zavest ima svojo moč. Tudi če oni do določene stopnje uspejo nekaj narediti, veste, bo ta zavest dejansko pokopala na koncu njih, nas pa obudila v življenje. Oni dejansko psihologe imajo, nimajo pa, veste, bi rekel, teh, ki bi jih morali imeti, ampak teh, ki bi jih morali imeti za svetovalce, da bi res zmagali, te ne morajo imeti, ker niso pajdaši zla. Nimajo Božje pomoči, po domače povedano. In to jih bo pokopalo. Ampak oni mislijo, da celo to slutijo, veste, in so panični. Zato ta transhumanizem in to, ne vem kaj, mislijo, da se bojo ohranili izven soočenja s tem, kar zdaj počnejo. Ne bojo se. Tudi recimo to poseganje Božjega po Mariji v čas in prostor je vse povedano naprej. Takrat je bilo praktično, ker je bila nemogoče razumeti, ker so bile, ne, ampak je bilo vse povedano naprej in tudi kako se bo, ampak to je bilo povedano za to, da bi ohranili optimizem. Ker oni hočejo vzeti optimizem, ne. Ampak tukaj pravi prehod bo, pak ne se bati. Iščite, zdaj pač Marija govori v povezanosti z Bogom, ampak to pomeni tudi z Božjim, ki ga nosi vsak izmed vas v medsebojnem druženju, da se krepite. Kar naprej opozarja na to krepitev in da bomo šli čez. Ne? Ker oni pa, tako sem rekel prej v podobi, strah te bo, zagrnil te bo, grozbo, ni izhod, vse imamo kupljene, vse kontroliramo, to se oni mislijo. Ne računajo pa na... Ker tisti pa oni ne znajo razmišljati komponente, ki bo pa za njih usodna. Imajo lahko psihologe, lahko imajo to črno psihologijo. Nimajo pa komponente, ki jih bo, tam pa ne znajo razmišljati, ki jih bo pa spodnesla. Se pogovarjamo o službah, kjer so pritiski. Kako potem takrat, recimo večina ljudi potrebuje denar, ima družine, mislim, vsi imamo nekaj, ne? Zakaj moraš preživeti, kako pa ravnati, ko se tam ne strinjaš, veš, da si pod pritiskom in da recimo ostaneš, kako tudi, recimo, ko bo vedno večji pritiski. Veste kaj, biti preprost kot golob, pa zvit kot kača, pravi Jezus, ne? In ne se osamiti in vsak dan gledati sproti. Vsak dan in bo šlo skozi, ne? Nas straši misel za naprej, da ne bomo zmogli, bomo. Tudi boste. Ne? Ampak oni hočejo strašiti, ker strah je način manipulacije te pritiske. Ne? Ja, in... Recimo cepljenje, če moraš iti cepiti za službo, recimo, če bo to zdaj obvezno, mislim, kaj lahko takrat pa mine, recimo, ki?
Ne bo, pa tudi stvari se bojo tako odvijale, ker to so bili taki pritiski, bo obvezno, pa so se ljudje v strahu hiteli. Oni imajo razne načine, kako strašiti, predvsem pa ne se osamiti. Vi nikoli ne smete tuhtati, če že tuhtate, morate iti k nekomu, ki vas bo notranje umiril in okrepil, ker oni nas hočejo notranje spodnesti, ne. Zato, ker te manipulacije so tako pritlehne, tako nizke. Jaz sem tudi opozarjal, ko sem kdaj imel možnost prikaj, ampak niso nikoli, ker hočejo manipulirati, ker hočejo pritiskati, ker hočejo strašiti. Hvala za vaše zaupanje, da ste prišli. Zdaj vsak ploska sebi. Slišite? Budi se zavest. Ja. Pa hvala vsakemu za to, kar ste. Samo to še v imenu vseh vas, seveda izrekam posebno iskreno zahvalo patru Karlu Držanu, da je bil nocoj z nami. Hvala za vabilo. Želimo ti, da še naprej ohranjaš to svojo ljubezen, to svojo dobroto, ki smo jo takole deležni, lahko tudi mi, da nas povezuješ in krepiš. Naj te ohranja Bog in bodi zdrav še dolgo. Najlepša hvala. Hvala. To je pa rožmarin. To je rožmarin. Ja. Preko prijateljev. Hvala, Magda. Hvala ti. Najlepša hvala. Tebi hvala. Ja, hvala. To bo pa raslo. To je rožmarin. Ja, Wow. to bo pa raslo. Kako je lepo, ne? Hvala lepa. Sreča, da kapra nima rada dišavnic, tako da bo ostala.